Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski coach za partnerstvo, duhovni medij. Dobrodošli v današnji delavnici Vnesite več energije v svoje partnerstvo. Delavnica je namenjena vam, bom povedal še specifično, za koga je to namenjena, ampak dejansko najprej bi vas želel povabiti, da si vzamete čas samo zase, da dejansko odstranite vse, kar bi vas lahko motilo, da se umaknete, moral bi vam to že prej reči, ampak če drugega ne, mogoče sedaj pritisnite na pauzo in si naredite nek prostor, da lahko v bistvu ste samo vi. Dejansko želim, da imate res neko izkušnjo, želim, da vam ta delavnica lahko spremeni svoje življenje, svoje partnerstvo, tako kot je meni spremenila, ne ta delavnica, ampak vsebina te delavnice, ko delim svojo izkušnjo, ne. Tako da, gremo mi kar pogledati, gremo kar naprej, komu je ta delavnica namenjena. Ta delavnica je namenjena vsem, ki želite izboljšati partnersko komunikacijo. Vsi vemo, včasih, je težko priznati, ne, da nam manjka potrpežljivosti, včasih razumevanje nasprotnega spola, čeprav se tega ne zavedamo, vsi smo prepričani, da smo se že rodili takšni, da vse razumemo in vse vemo, ne. Mogoče se med vami pojavljajo napetosti, prepiri, mogoče se včasih celo oba partnerja burno odreagirata, se razburta, včasih se zgodi, da v komunikaciji eksplodirata, ne. In kaj se potem zgodi? Včasih se mogoče potem, enostavno nehata pogovarjati in si nimata kaj povedati, ne. Lahko se zgodi, lahko je vaša situacija takšna, da se v bistvu nikoli niste znali pogovarjati, da nikoli niste znali komunicirati, ne. Delavnica je namenjena tistim, ki ste se v bistvu začeli oddaljevati in ki se želite čustveno in fizično zbližati. Mogoče ste izgubili neke skupne točke, mogoče se je izgubila privlačnost med vama, mogoče ni več prave energije, mogoče ni več prave vizije, ne. In včasih se to oddaljevanje kaže s tem, da smo vedno manj časa skupaj, živimo drug mimo drugega, počasi imamo vsak svoje prijatelje. In seveda naslednji korak je, da je mogoče med vami vedno manj intimnosti, ne. Glejte, recimo, ne bomo šli zdaj še v tej točki v neke podrobnosti, ampak koliko ljudi dejansko niso intimni ali imajo, neke skupne trenutke enkrat na mesec, par mesecev, pol leta in se jim zdi to kar normalno. Saj, kdo pa danes je tako, kdo pa danes imajo. In želim vam pokazati, da je mogoče, želim vam pokazati, da je mogoče tudi za vas, in da dejansko lahko spremenite to v življenju in živite čisto drugačno življenje. Ta delavnica je namenjena tistim, ki želite narediti nov začetek v odnosu. Ogromno krat se pogovarjam z ljudmi, ki so že poskušali razne tehnike, razne metode, bili na delavnicah, prebrali ogromno nekih knjig, pa ni bilo nekega pravega rezultata. In dostikrat v bistvu vidimo, da stvari grejo narazen, ampak nam je še vedno mar. Še vedno nam je mar, ampak dejansko ne vidimo prave poti, da bi dejansko rešili to partnerstvo, ne. In potem samo čakamo, da se bo nekaj zgodilo. Povedal bom tudi stvari, kako se dejansko rešujejo, ki pa ne delujejo. Za tiste, ki ki ste novi v mojem svetu, kdo sem jaz, sem že povedal, da je moje ime Miran Peterman, ukvarjam se z energijo pomagam do spremembe partnerstva, sem tudi duhovni medij, ne. Zakaj me sploh poslušati, ne? Kje so zdaj moje diplome tamle na steni? Moje diplome so v bistvu zrastle in se zgradile v poti in potu realnega življenja, ne. V bistvu pred leti, ko imel sem, da mogoče to povem, ne, da imel sem resnično željo, da bi zgradil eno čudovito partnerstvo. To je bilo moj dream, ne. Vedno sem si želel neke čudovite družine in v bistvu nekega čudovitega odnosa, ne.
Ampak v bistvu, ko sem začel z temi mojimi odnosi oziroma mojimi partnerstvi, je bilo to vse skupaj bistveno drugače, kot sem si sploh predstavljal. V prvem partnerstvu, ko sem bil sem tudi poročen, sva se skoraj pobila. Malo je manjka, da niso krožniki leteli, dejansko na koncu sva rabila odvetnika, da sva se dogovorila, da sva lahko šla narazen. Potem sem bil v partnerstvu, kjer sva v bistvu v 4 letih šla 4-krat narazen in 4-krat spet skupaj. Vrtela sva se v krogu, bila sva osamljena, nisva mogla drug brez drugega, nisva mogla drug z drugim, in dejansko na koncu se pač tudi neke stvari so se meni zgodile, tako da sva šla na koncu na srečo narazen. Na srečo zato, ker mogoče ogromno ljudi, mogoče ste tudi vi v takšni situaciji, da ste še vedno v tem odnosu in da pač ne veste, kako ven. Potem sem bil v partnerstvu, kjer je vse navzven izgledalo čudovito. Ljudje so rekli, koliko sta fajn, v bistvu pač tudi dejansko bila sva relativno fajn, imela sva se fajn, ampak dejansko večina bi v takšni situaciji ostala skupaj. Ampak mi da so ugotovila, da imava različne interese in da dejansko na dolgi rok pač ne bova mogla drugega osrečiti, zato sva šla narazen. Bil sem 2-krat poročen, 2-krat ločen, nisem si nikoli predstavljal, da bo to moja referenca, ampak dejansko pač ne govorim vam neko filozofijo, in sedaj sem v partnerstvu, ki je čudovito in skupaj gradiva to partnerstvo, skupaj gradiva tudi najino poslanstvo, živiva najine sanje in pomagava drugim ljudem, da dejansko zgradijo čudovito partnerstvo. In to izkušnjo želim danes podeliti z vami. Gremo najprej pogledati, kako se dejansko, sam proces odpartnjevanja, mogoče da sem se spomnil to besedo, partnerstvo gradimo in partnerstvo se razpada. Kaj se dejansko najprej zgodi? Najprej se zgodi, da pač v partnerstvu se poslabša komunikacija. Ena stvar je, da je komunikacija v bistvu, ki jo imamo z svojim partnerjem, in druga komunikacija, ki jo imamo, je dejansko komunikacija, ki jo imamo sami do sebe. In tukaj se včasih v obeh konceptih malo zaplete, ampak danes ne bomo šli toliko v podrobnosti, ampak dejansko najprej se pojavi komunikacija, pojavijo se napetosti, pojavi se potem tišina, in pač prej sem že rekel, vedno se potem manj se pogovarjamo, v bistvu stvari se enostavno zapletajo, ampak ne bomo zdaj šli tako globoko. Ampak ključ je, da ko se poslabša komunikacija, potem se začnemo oddaljevati. Začnemo se oddaljevati najprej čustveno, ne čutimo do njega, potem se začnemo oddaljevati fizično, pač začnemo živeti drug mimo drugega, seveda pač na koncu vpliva tudi na našo intimnost, ki je dejansko, zakaj govorimo o intimnosti? Zato, ker intimnost je, lahko nek vrhunec nekega čudovitega deljenja, ker dva partnerstva imata neko izkušnjo. In zdaj, ko smo rekli, najprej gre komunikacija, potem se oddaljujemo in potem je pač intimnost. Zdaj pač neka posledica je tudi, da se v večini primerov pojavi tudi zamera, in ko začnemo gojiti zamero do partnerja, potem začnemo gojiti zamero do partnerstva in v velikih primerih tudi zamero do nasprotnega spola. Kako večina ljudi začne reševati te situacije? Večina ljudi te situacije rešuje s pogovorom. Želijo se pogovoriti, dogovoriti, skleniti dogovor, v bistvu držati se dogovorjenega. Ogromno žensk dela tukaj, veliko napako, ko pritiska na svojega partnerja, želi dobiti od njega odgovor, želi dobiti nek dogovor in potem bolj kot, tega partnerja pritiskate, potem bolj partner beži in pač, ker hoče pač imeti svoj mir, ker pač ima, ne bomo zdaj tukaj, kdo ima prav, kdo nima prav, ampak v bistvu velikokrat, v večini primerov, ko nekdo pride z neko
situacijo v partnerstvu, ne, in potem vprašam, okay, kaj ste pa potem že poskusili, da bi to partnerstvo rešili. In potem pravi, ja, poskušala sem se pogovoriti. Ok, v redu. Kaj še ste poskušali, da bi rešili svoje partnerstvo? Ja, poskušala sem se pogovoriti. Ok, ampak kaj še? Ne? To pomeni, da ogromno ljudi samo leta in leta poskuša, že 10 let se poskušam pogovoriti, že 10 let poskušam dobiti od partnerja nek odgovor, kaj hoče, kako hoče, in še vedno ga nisem dobila. Ok, v redu. Plejte, ne mi zameriti, če rečem, plejte, želim vam srečo, da še naslednjih 50 let poskušate, ampak v bistvu, če neka stvar ne deluje, ne, zakaj ne poskušamo najti neko druge pot? Saj pogovor ni edina zadeva. Ne? Okay, ampak zakaj pogovor ne deluje? To ljudem ni jasno. Ne? Saj v bistvu, bom rekel čisto, plejte, jaz izhajam še iz tistih časov, ko so pri nas tudi rekli, dajmo se dol usesti, dajmo se zmeniti, dajmo se pogovoriti. Ja, v redu, lahko, če se lahko. Plejte, pogovor v bistvu ne deluje, ker dejansko, bom rekel, naša nesposobnost, da bi se komunicirali, neznanje in ostale okoliščine, tudi te neke stvari bomo še pogledali, so dejansko glavni vzrok, da je do te komunikacijskega stika prišlo. Ne. To pomeni, da ti ne moreš neke partnerske situacije rešiti z isto metodo, ki je v bistvu ta problem povzročila. Enostavno ne gre. Ne? Ok, ampak gremo mi zdaj pogledati, da boste lažje razumeli, zakaj pa ne gre.